Televizije Slovenija. Delovna inšpekcija uživanja alkohola in mamil na delovnem mestu ne nadzira. Kako razširjeno je v resnici uživanje alkohola in mamil med politiki, pa je vprašanje, ki se je verjetno marsikomu porodilo ob spremljanju videoposnetka, na katerem naj bi skupina mladih v družbi poslanca Andreja Čuša uživala mamila. Pa tudi po petkovem odzivu prvaka opozicije, ki je ministra za pravosodje obtožil vpitosti med sejo državnega zbora v petek. Ima kdo pri roki alkotest, naj ga prinese v DZ. Minister Goran Klemenčič nažgan kot aksa. To je petkov tvit Janeza Janše, ki se nanaša na razpravo ministra Klemenčiča, ki na sejo najprej zamudi. Opravičilo tako vam kot tistim redkim poslankam, v bistvu je več poslank kot poslancev danes v državnem zboru, ki so še zdaj tukaj. Vsaka vam čast. Jaz imam tudi dve hčerki doma. Potem pa nadaljuje z nekoliko nenavadno razpravo. Ampak sistem, kot ga imamo, je pase. Je pase. Jasno? To je pa prvič, da se Anja Bah Žibert smeji na moj. Obnašanje ministra je bilo neprijetno, opisuje poslanka Anja Bah Žibert. Z nami je najprej verbalno obračunaval, deloval je neresno, a zadeva se ni zaključila na tej točki. Kot poslanka preverila pri predsedujočim, kdaj bom na vrsti za razpravo, me je minister se obrnil k meni, me začel grabsti za roko, nisem pravzaprav razumela, kaj hoče. In še. Zatrjujem, da je bil minister vinjen. Minister Klemenčič tvit Janše označi kot nedostojen in žaljiv. Očitke, da naj bi bil pod vplivom alkohola, pa zavrne z besedami, da je to žalitev, razen če kdo ne pozna vonja po elektronskih cigaretih. Gotovo lahko vem, kaj je razlika med cigaretnim dimom ali pa alkoholom. In kdo izvaja nadzor nad javnimi funkcionarji, če v službo pridejo alkoholizirani? Nihče, je jasen pravnik Rajko Pirnat. Javni funkcionarji so pač za svoje ravnanje politično odgovorni in čeprav jaz ne trdim, da je v tem primeru sploh kakšen razlog za tako odgovornost. Generalna sekretarka državnega zbora lahko test alkoholiziranosti odredi le na podlagi suma, a še to zgolj za zaposlene javne uslužbence. Kljub številnim telefonskim klicem danes med morebitnimi sogovorniki ni bilo prav velikega interesa za nastop v Odmevih. Tako da lahko zdaj pozdravim le detektivko Bernardo Škrabar. Pozdravljeni. Vas iz podjetij velikokrat prosijo za pomoč pri ugotavljanju vpitosti ali zadrogiranosti svojih zaposlenih? Absolutno. Naša detektivska agencija, v kateri nas je trenutno zaposlenih 6 ljudi, v večini dela nekje v 90% za podjetja. To so večja, srednja, pa tudi manjša slovenska podjetja. In delate velikokrat tudi pri ugotavljanju opitosti? Absolutno. Na tedenski ravni, če bi ocenila recimo, s katerimi primeri se ukvarjamo, tudi na tedenski ravni preverjamo. Kaj pa ustanove javnega sektorja vas kdaj prosijo za to vrstno pomoč? Tudi delamo na tem področju, ampak bistveno manj kot na področju gospodarstva. Po zakonu so namreč delodajalci dolžni zagotoviti treznost svojih delavcev. Ampak to pomeni, da morajo le sprejeti neke ustrezne akte, medtem ko delovna inšpekcija nima pravega pregleda nad tem delom, bomo zdaj slišali in videli. V ljubljanskem potniškem prometu z 900 zaposlenimi prisotnost alkohola in drog pri zaposlenih preverjajo z napovedanimi in nenapovedanimi preizkusi. V zadnjih 2 letih so imeli eno napovedano preverjanje in več nenapovedanih. Imeli smo 4 sume, ampak od tega ni bilo praktično nobenega resnega potrjenega primera. Gre za to, da vozniki imajo tako 0,0, pri ostalih zaposlenih, če se ugotovi, da je karkoli več kot 0,0, gre pa tako na odvzem krvi. Če pride do suma, mora zaposleni takoj zapustiti delovno mesto in v spremstvu oditi na testiranje na Zavod za medicino dela. Pri nas je tako ali tako po zakonu o varnosti v cestnem prometu imamo nad sabo še policijo, se pravi, dejansko nam 3/4 zaposlenih kontrolira tudi policija. A v večini podjetij je nadzor prepuščen le delodajalcu. Tako na primer v ljubljanskem kliničnem centru izvedejo preverjanja na podlagi sumov, nimajo pa naključnih preverjanj. V letih od 2013 do 2016 so opravili 56 testiranj in ugotovili znake uživanja alkohola pri 4 zaposlenih. Večina delodajalcev poskuša te zadeve urejati in jih tudi urejajo, predvsem
tistih primerih, kjer so nesreče, to se pravi po nezgodah. Inšpektorat za delo se odzove na prijave, vsako leto jih dobijo nekaj 10, ne opravljajo pa naključnih nadzorov glede alkohola in drog. In tudi ko dobijo prijavo, ne gredo takoj na teren. Ker nas je premalo, da bi nekdo čakal, da ga bo kdo poklical in šel tja pogledati, ali je prijava resnična ali ni. A inšpektorji ne opravljajo testov alkoholiziranosti, temveč preverijo le, če ima podjetje ustrezno urejena pravila v internih aktih. Inšpektorji nimamo ne merilnikov, nimamo ne navodil, kako to delati, nismo usposobljeni. Dejansko, kot sem prej povedal, pogledamo, ali je ta pravilnik interni akt sprejet in potem mogoče skozi razgovore, kako se ta pravilnik izvaja. Ugotavljajo pa, da teh prekrškov ni veliko, največ pa jih je po njihovi oceni v proizvodni dejavnosti. Kontrola na papirju, torej, ko gre za inšpektorje, kaj pa, če vas najamejo za takšno testiranje ali pa nadzor? Kako poteka? Zdaj v praksi nas najemajo na različne načine. Zdaj v prispevku je bil izpostavljen določen aspekt. Za podjetja, za katera delamo, moram pohvaliti, da se odzivajo na tovrstno problematiko predvsem preventivno. Ne, ko se že nekaj zgodi, pa je delovna nesreča in tako, seveda tudi v teh primerih interveniramo, ne, pa se opravi test alkoholiziranosti. Ampak pomembna tukaj je pa predvsem preventiva. Torej, da se da delavcem v določenem podjetju vedeti, da torej morajo skrbeti za svoje lastno zdravje, za zdravje tudi seveda in varnost ostalih zaposlenih, ker lahko poškodujejo sebe ali koga drugega. Ne. Sam postopek, ja, kar povem. Ja, za voznike nam je nekako posem jasno, da mora biti nič. Kaj pa za delavce v drugi proizvodnji? To je odvisno od pravilnika. Je tam zabeležena popolna abstinenca ali je vendarle dopustna kot za amaterske šoferje? Absolutno mora biti nič. Ne. Saj vemo, kaj se lahko zgodi, če je delavec alkoholiziran. In če ugotovite zdaj, da ga je nekdo vendarle preveč, pa ga sploh ne bi smel, kakšen je naprej postopek? Odvisno od, se pravi, pravilnika podjetja. Zdaj, večina podjetij ima urejeno to tako, vkolikor delavec torej napiha več kot nič, je seveda odstranjen z delovnega mesta. To je prvi ukrep. To je prvi ukrep. Potem pa ali opomin, ali celo odpoved delovnega razmerja. Dobro, alkotesti so nam nekako znani. Kako pa testirate za uživanje drog? Z uživanjem prepovedanih drog je postopek malo bolj obsežen, malo bolj kompleksen, ni niti še sodne prakse na tem področju. Ogromno je dejavnikov, ki lahko vplivajo torej na organizem posameznega delavca. Tudi kar se tiče uživanja drog in same presnove, metabolizma posameznega delavca je zelo odvisno, pač kako bo potem rezultat v zvezi s tem. In glede na to, da nam zakon detektivom dopušča tudi testiranje na prepovedane droge, ni pa nekega proceduralnega postopka bilo, smo ga mi v naši agenciji s pomočjo Fakultete za varnostne vede operacionalizirali. Imamo torej postopek, kako se zadeva izvede, kako se testiranje izvede, torej se pristopi do delavca, za katerega se sumi, da pod vplivom prepovedanih drog, se ga seznani s tem, da bo ta test opravljen, seveda mu mora biti zagotovljena neka zasebnost na delovnem mestu, torej da se ne dela, ne vem, v proizvodnji recimo pred drugimi delavci, se gre v nek prostor, v katerem je ta zasebnost zagotovljena, se opravi sam test, ki je zelo hiter, 8 oziroma do 10 minut se skupaj. Kakšen? Odvzem krvi, sline? Na slino. In rezultat se dobi po 10 minutah? Po točno 8 minutah se odčita rezultat, opravi se z delavcem tudi razgovor, se napiše zapisnik, potem še strokovno detektivsko poročilo, ki je podlaga potem za naprej. In sledi potem vas ustajali postopek. Delovna inšpekcija nima ne znanja, smo slišali gospoda, ne potrebnih inštrumentov. Vi vse to imate, znanje in potrebno tehniko. Absolutno, podlago imamo že v zakonu o detektivski dejavnosti, ampak to ni dovolj. Pomembne so izkušnje, pomembna so tudi dodatna usposabljanje, že samo za upravljanje alkotestov mora detektiv upraviti usposabljanje pri proizvajalcu opreme. Mora imeti ustrezne alkotestere, ki morajo biti kalibrirani, torej na pol leta. In kar se tiče pa drog, pa še posebej to delikatno področje na vse, kar sem pač prej povedala. Koliko bi me stal, če sem delodajalec, takšen postopek? Kar se tiče alkohola ali drog? Kar se tiče alkohola, od 50 do 70 evrov na delavca, odvisno od tega, koliko delavcev bi želeli dati kontrolirati, seveda, tem več, tem nižja ta cena. Kar se tiče pa testiranja na prepovedane droge, pa od 150 evrov do 200. In v obeh primerih pravite, je rezultat?
takoj znan praktično. Tako. Ja. Hvala lepa za pojasnila. Hvala lepa za povabilo. Hvala.